Lepo pozdravljene, drage prijateljice in prijatelji, borke in borci za čisto pitno vodo na že 20. jubilejnem velikem shodu za zaščito čiste pitne vode. Najprej vas vse prav lepo prosim, da naredi čisto vsak 4 korake naprej proti meni. Prav vsi naredimo 4 korake. Drage prijateljice in prijatelji, najprej informacija, ki vas gotovo vse najbolj zanima. Ali smo tudi v tem mesecu in pol uspeli obraniti čisto pitno vodo in preprečiti Zoranu Jankoviću, da bi jo zastrupil? Ja, z velikim veseljem vam povem, da ja. V tem mesecu in pol se je celo zgodil en velik korak naprej. Vsi veste, da je potekala v februarju zadnja ustna obravnava v postopku izdaje gradbenega dovoljenja. In po tej ustni obravnavi je sledilo tisto, kar smo borke in borci za čisto pitno vodo zahtevali ves čas. In sicer, da se postopek izdaje gradbenega dovoljenja ustavi. In vodja postopka gradbenega dovoljenja na upravni enoti je 25. februarja naredila skoraj to, kar smo mi pričakovali. Začasno je prekinila vse postopke. To je velika etapna zmaga. Seveda bi morala vodja postopka Špela Knez ne samo začasno, ampak trajno ustaviti vse postopke. Vendar pa tudi ta začasna ustavitev je naša velika zmaga. Hvala vam vsem. Hvala vam, drage prijateljice in prijatelji, da se že 20 zbiramo tukaj, zato ker ne dovolimo, da bi Zoran Janković zastrupil našo vodo. Tukaj se zbiramo kljub temu, da mnogi mislijo, da se Zorana Jankovića ne da ustaviti. Mi iz meseca v mesec dokazujemo, da se ga da in da ga tudi bomo.
Zoran Janković je hudoben človek. Zorana Jankovića ne donima popolnoma nič drugega kot njegove lastne koristi. Zaradi lastnih koristi je pripravljen zastrupiti tudi vodo, ki jo vsak dan pije več kot 400.000 ljudi. To je kriminal. In temu kriminalu smo se, drage prijateljice in prijatelji, postavili po robu. Kot rečeno, danes smo že 20-tič tukaj z zelo jasnim sporočilom. Janković, ne bomo ti pustili zastrupiti naše vode za nas, za naše otroke, vnuke in vse naše potomce. To je naša zmaga, ki se zbiramo tukaj. Hkrati je pa to velika zmaga tistih, ki se borijo še dlje časa kot mi. Mi se borimo 2 leti. Lastniki zemljišč na trasi kanala C0 pa se borijo že 10 let. To, da je prekinjen postopek, je velika tudi njihova zmaga, tudi njim zaploskajmo. Prekinitev postopka je velika zmaga tudi za odvetnika Klemna Goloba, ki zastopa lastnike zemljišč. Tudi njemu zaploskajmo. Prekinitev postopka izdaje gradbenega dovoljenja je tudi velika zmaga za Anjo Bah Žibert in njeno preiskovalno komisijo, ki v parlamentu razkriva kriminalna ozadja tega, kar se počne. Se pravi, zakaj smo uspešni? Uspešni smo zato, ker nas je veliko, ker nas podpira stroka, ker nas podpira del politike, ker nas podpira del medijev, ker smo vztrajni in sporočamo tudi še enkrat več. Vztrajali bomo toliko časa, kot bo potrebno. Zdaj pa, drage prijateljice in prijatelji, k besedi vabim enega od lastnikov zemljišč na trasi kanala C0, Braneta Grada. Hvala lepa. Lep pozdrav tudi v imenu lastnikov zemljišč. Glejte, na Ljubljano se včasih Bog tudi zjoka, ampak nas zagleda neha joka. Ne bom začel s C0 kanalom, ampak ne bom zašel. V marcu ima boljši spol 2 praznika in je prav, da se spomnimo 2 dam, 2 zvezd, ki sta zasijale na slovenskem nebu preko te zime. To sta 2 gospe z veliko začetnico, in sicer Brigita Ruter, predsednica sindikata v Centru slepih, slabovidnih in starejših Škofje Loka, in Ana Čermelj, sindikat obrti in podjetništva Slovenije. Borili sta se kot 2 levini. Borili sta se kot 2 levini tudi takrat, ko že skoraj ni bilo več upanja in uspeli. Drugače CSS-ja danes ne bi bilo več. Če bi bili vsi predstavniki sindikatov takšni, bi bili danes vsi zaposleni v Sloveniji člani sindikatov. Obema velik poklon in aplavz. Ko ženske glavno delo opravijo, pa pridejo zraven še moški. Prav je, da spomnimo na 2, ki sta se na to izpostavila in tudi to soboto z zaposlenimi udarniško fizično pomagala urejati prostore centra v Škofji Loki. To sta Marko Lotrič, predsednik Državnega sveta, in Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ste me spravili v smeh, da nam je oko, ampak prav je, da smo tolerantni in dejansko potem, ko se je zavedal, kaj je na stvari, je dejansko precej pomagal in tudi v soboto smo videli barvo v Škofji Loki.
Aplavz tudi njima in vsem invalidom sporočamo, da držimo pesti zanje in jim želimo vse dobro. Upam, da dobri zgledi v Sloveniji še vlečejo. Sedaj pa naš nesrečni kanalizacijski kanal C0. V 3 mesecih te zime se je pri izvedbi ustne obravnave na upravni enoti Ljubljana še dodatno razgalila vsa beda tega okoljsko, zdravstveno in ekonomsko nedopustnega in kriminalnega projekta. Praktično vse, kar je lahko šlo, tudi šlo narobe. Od načrtovanja trase, izračunov dimenzije projekta do izgradnje projekta. Že samo zaradi tehnično narobe načrtovanega prelivnega bazena bo Brod še večkrat poplavljen kot do sedaj. Velike količine fekalij pa spuščene v Savo, katera potem napaja vodonosnik. Na področju vodonosnika Ljubljanskega polja ni nobene greznice priklopljene na C0 kanal, ampak C0 kanal pripelje fekalije in greznice v občine Medvode in Vodice. To je treba stalno ponavljati. Prav tako kemikalije. Vse te bo kanal C0 spuščal od samega začetka v potalnico. To ne bo čez 5 let, čez 20 let. To se bo dogajalo takoj, ko se kanal vzpostavi v delovanje. Vsaj po dovoljenih tehničnih parametrih lahko spušča do 10 litrov na sekundo. To se pravi od nekaj 10 do nekaj 100 kubičnih metrov na dan. Najbolj kritični del kanalizacijskega voda so tesnila, katera naj bi držala samo 30 do 35 let brez kemikalij. O prisotnosti klora, benzina, nafte, olja in drugih kemikalij pa veliko manj. Teh tesnil premjera 1200 mm je na vodonosniku okrog 1500. Kdo, kako in kdaj naj bi jih menjal? Ni potresnih testov, sploh pa ne 10. stopnje, ni senzorjev, ni kamer, ni dodatnih zaščit kanalizacijskih vodov, to, kar so načrtovalci lagali, vse je bilo zlagano. Tako kot sedaj podtalnica vdira v kanal, bodo potem fekalije iztekali iz cevi v podtalnico. Pri izvedbi ustne obravnave, na katero je opozoril Aleš, in kreiranja zapisnika le-te na upravni enoti Ljubljana je prišlo strani upravnega organa do zavestnih obsežnih kršitev pravil zakona o upravnem postopku ZUP in drugih postopkov napačnega in nepravilnega ugotavljanja dejanskega stanja in nepravilne uporabe materialnega prava. Upravni organ je tudi kršil ZUP, ker bi se morala javna obravnava nadaljevati še en dan. Vabilo smo dobili še za 5. februarja, se je pa 3. februarja vse končalo, zvečer ob 9. Še en dan, da bi vse stranke v postopku, da bi vsi stranski udeleženci in vsi strokovnjaki prišli na vrsto in bi se zapisnik lahko podpisoval v normalnem delovnem času. Tako je ostal od mnogih nepodpisan. Upravni organ bi moral glede na vloženo slamastiko zahtevo investitorja za izdajo gradbenega dovoljenja zavrniti. Glejte, po Makedoniji in po Srbiji že zapirajo. Upamo, da nismo 10 svetlobnih let stran. Hvala. Hvala lepa, Brane Grad, eden najbolj zaslužnih, da še pijemo v Ljubljani čisto pitno vodo. Zdaj pa prosil za kratko besedo gospod Vito Vidmar. Lep pozdrav, dragi moji. Jaz sem se danes odločil, da v imenu vseh nas izročim gospodu Primcu slovensko narodno poslanico, prvo slovensko narodno poslanico v Svobodni Republiki Sloveniji. Srčna hvala za dosedanji težek plemenit boj ljudski iniciativi proti kanalu C0 za ohranitev čiste zdrave pitne vode v prestolnici Republike Slovenije v Ljubljani in predvsem našemu dragemu odločnemu vodji, spoštovanemu gospodu Alešu Primcu. Hvala lepa.
Evo, čast mi je. Zdaj pa, drage prijateljice in prijatelji, mislim, da je prav, da tako kot na že kar nekaj shodih poslušamo v živo, kako poteka korupcija na mestni občini Ljubljana. Na tek stoletja, vsi vemo, tudi jaz vem. Tudi vemo, da upravna enota gradbeno bo izdala, ne? Tle se gre samo za to, a bo izdala gradbeno prej, a bo izdala malo prej. Klejno je rekel, pejt po soglasje, ne, da naučimo, zato da se ne podaljša postopek, ne, da se na upravno enoto na ustno obravnavo, da nekaj, da jaz grem sam, da pač lahko zato, da ne greste na ustno, lahko odškodnino, pa je rekel ja, in je rekel, da gremo do 2 julija in smo mi dva tam na ustno, da dobite ja, to jim pripada, kako se temu reče. Naša cel mesec v pisarni samo v decembra se zdi, da darila sprejemali. Znači, še štakom pršutam gor pa prav so delali, mata pršut, ne, to bomo mir pojiti na jaja, je šlak žeče dve nazista pršutam ona ven. Ja, to je tako, tako garnitura je že. Evo. Tako to poteka. Janković ponuja in pošilja svoje agente med ljudi, med stranske udeležence za 2000 evri, zato da se ne bi udeležili postopkov izdaje gradbenega dovoljenja. Zato, da ne bi izkoristili svoje pravice, ki jo imajo kot lastniki zemljišč. In zato, da ne bi zaščitili čiste pitne vode. Ampak hvala Bogu, imamo na trasi kanala C0 pokončne in pogumne ljudi, ki se niso dali zapeljati umazanim novcem. Verjetno je Zoran Janković na tak način podkupil že na stotine, če ne za na tisoče ljudi. Ampak tukaj je nabasal na mino, hvala Bogu. Meni se zdi prav, da v živo slišimo in poslušamo, da ne bodo rekli, ja, samo govorite, nimate nobenih dokazov. Imamo dokaze in ne samo te. Dragi prijateljice in prijatelji, po odločitvi upravne enote, da začasno prekine izdajo gradbenega dovoljenja za kanal C0, že 8. gradbenega dovoljenja, se težišče vseh naših pravnih in upravnih bojev prenaša na Ministrstvo za naravne vire in prostor. Ampak tam, na Ministrstvu za naravne vire in prostor, ima Janković tako komando kot tukaj, na mestni občini Ljubljana. Zato sem že vložil zahtevo za izločitev ministra Jožeta Novaka, državnega sekretarja Mirana Gajška in celotnega Ministrstva za naravne vire in prostor iz vseh postopkov odločanja o kanalu C0. Kot argumente sem navedel sledeče. Prvič, minister Jože Novak je v parlamentu na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert na temo kanala C0 in gradbenega dovoljenja izjavil 3. marca, da pričakuje, da bo projekt uspešno zaključen. To je
izjavil minister v času, ko potekajo in bodo potekali upravni postopki na Ministrstvu za naravne vire in prostor o tem vprašanju. On kot minister je dolžen zagotavljati zakonitost delovanja ministrstva, ne pa vnaprej razglašati odločitve ministrstva, ki jih bo to sprejelo v upravnem postopku. Minister Jože Novak, kot minister za naravne vire in prostor, je prvi odgovoren ščititi naravne vire in čisto pitno vodo, ne pa jo zastrupiti. In seveda, Ministrstvo za naravne vire in prostor bo, kot rečeno, odločalo v upravnih postopkih. Morda si bo celo vzelo pravico izdati gradbeno dovoljenje. Ampak to bodo delali ljudje, ki bodo ves čas pod pritiskom javno izraženega stališča ministra Jožeta Novaka, da pričakuje, da bo ta gradbeno dovoljenje izdano. Zdaj si pa predstavljate, kakšen mobning je to, kakšna samocenzura je to. Tako ministrstvo ne more odločati o nobenem upravnem postopku v zvezi s kanalom C0. Naslednja stvar, ni še konec, argumentov, zakaj to ministrstvo ne sme odločati niti v enem postopku, je še zelo veliko. Poslušajte naslednja zadeva. Državni sekretar na Ministrstvu za naravne vire in prostor je magister Miran Gajšek. Veste, kdo je magister Miran Gajšek? To je šef oddelka za urejanje okolja na občini Ljubljana od leta 2005 do 2023, se pravi 18 let. Se pravi, Miran Gajšek je bil strokovno ves čas vpleten in odgovoren za kanal C0 na občini Ljubljana. Pripravljal projekte, pripravljal gradiva in sedaj bo o teh projektih in teh gradivih neodvisno odločal na Ministrstvo za naravne vire in prostor. Nemogoče, tak človek ne more odločati v nobenem postopku, ne more odločati o stvareh, ki jih je pripravljal sam na občini Ljubljana. Zato je nujno potrebna. Zato je nujno potrebna izločitev Mirana Gajška iz vseh postopkov povezanih s kanalom C0 na Ministrstvu za naravne vire in prostor. Saj sicer ni zagotovljena nepristranska obravnava, zakonita obravnava in ni zagotovljen videz nepristranskosti. Človek, ki bi na ministrstvu odločal o samem sebi, ne more odločati zakonito in nepristransko. Naslednja zadeva, Ministrstvo za naravne vire in prostor je že 30. maja 2024 na upravno enoto Ljubljana poslalo zahtevo, da upravna enota Ljubljana, poslušajte, v roku enega meseca izda gradbeno dovoljenje za kanal C0. Se pravi, Ministrstvo za naravne vire in prostor je že 30. maja, kmalu bo eno leto, se pravi, že pred skoraj enim letom, od upravne enote Ljubljana zahtevalo, da v roku enega meseca izda gradbeno dovoljenje. Se pravi, ministrstvo najbolj odgovorno za zaščito čiste pitne vode. Od takega ministrstva bi človek pričakoval, da bi naročili: zaščitite javni interes in čisto pitno vodo. Preučite vse možne dokaze in dejstva, zaradi katerih bi lahko bila čista pitna voda ogrožena v primeru gradnje kanala C0. Ampak ne. Oni so želeli, ne glede na vsa dejstva, ne glede na vso stroko, da upravna enota Ljubljana izda gradbeno dovoljenje v roku enega meseca. Hvala Bogu.
Hvala Bogu, da upravna enota Ljubljana tega ni naredila. Kot veste, smo bili tudi na naših shodih večkrat kritični do uslužbenk upravne enote Ljubljana. Ampak ko sem dobil ta dopis Ministrstva za naravne vire in prostor v svoje roke, sem rekel, ne glede na vse, ne glede na to, da ne delajo 100% zakonito, tako kot bi morali, ampak glede na te pritiske, ki jih imajo, hvala Bogu, delajo vsaj solidno. Tako da en del kritik, ki sem jih izrekel na račun upravne enote Ljubljana, v tem primeru moram vzeti nazaj. So pod neznosnimi pritiski. V glavnem, poglejte, ministrstvo, ki ima ministra, ki vnaprej se opredeljuje, kako se bo odločilo ministrstvo, še predno so upravni postopki zaključeni. Ministrstvo, ki ima državnega sekretarja, se pravi drugega človeka ministrstva, ki je pripravljal projekte, o katerih ne bi sedaj ministrstvo odločalo. In pa ministrstvo, ki nalaga nezakonito ravnanje upravni enoti, da v roku enega meseca izda gradbeno dovoljenje, s katerim bi bila zastrupljena voda za 400 000 ljudi vsak dan, ne more odločati v nobenem postopku v zvezi s kanalom C0. A je tako? Hvala lepa, drage prijateljice in prijatelji, za to, da smo rekli, ne more odločati. Ne more, ne sme in dosegli bomo, da ne bo. Sedaj pa vajim besedi Aleša Hojsa. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, lep popoldne. Najprej ne rečem, da ob zahvalah, ki smo jih bili slišali iz strani Aleša, se mi vedno porodi misel, da so tisti, ki jih pozabimo v zahvali, bolj razočarani kot so veseli tisti, ki jih pohvalimo. Zato se mi zdi prav, da še enkrat iz srca nagradimo našega Aleša za vaš trud, ki ga vlaga v to. Hvala, Aleš. Obenem pa se je potrebno spomniti tudi tistih, ki so v tej mestni hiši daleč pred nami, torej skoraj 2 mandata nazaj, svetniki svetniške skupine SDS in desna koalicija v Ljubljanskem mestnem svetu že nasprotovala taki gradnji. Tudi njim iskrena hvala. V teh dneh smo bili priča mnogoterim lažeh, ki jih je izrekla ali pa so jih izrekli visoki predstavniki slovenske oblasti. Ob propadnicah na velikih panojih ste lahko videli, kateri so ti 4 ključni lažnivci. Lažejo nam, je tam zapisano. Obenem se je postavilo vprašanje nekaterih novinarjev, kako pa to, da tam ni Matjaža Hana kot predstavnika socialne demokracije. Odgovori so bili različni, pa vendarle mnogo bolj kot Matjaž Han bi tja spadal gospod Zoran Janković. Janković je eden največjih lažnivcev te države. Nazadnje se je zlagal na novinarski konferenci, ko je govoril, da druge rešitve kot dokončanje kanala C0 za odvod odpadne vode iz Medvod in Vodic ni. To je debela laž. To je nestrokovna debela laž. Večkrat smo že povedali, da je edina prava rešitev priklop kanalizacije iz Vodic in Medvod na čistilno napravo Brod. To je mogoče v nekaj urah in naloga ministra Jožeta Novaka, ki pravi, da se bo ta projekt uspešno zaključil, bi bila to, da od Jankovića zahteva, da se ta tehnična varianta tudi izvede. Priklop na čistilno napravo Brod in opustitev kanala C0. Smo pa bili v tem mesecu deležni tudi telenovele
z naslovom Kdaj se bo Janković opravičil. Če se spomnite, so skoraj na vsake 2 dni poročali o tem, da nekateri pričakujejo opravičilo Jankovića, ker je podprl svojega prijatelja Vučića. Ne glede na to, kaj si mislimo, kaj se dogaja v Srbiji, pa imamo v Ljubljani mnogo bolj perečih problemov. Zato mi tukaj ne stojimo zato, da se bo Janković opravičil, ampak zato, da Janković odide. Da se ga dokončno znebimo. Da ima precej podobne navade, kdo se je od koga učil, je seveda vprašanje. Janković kot Vučić je dokazal zahtevo, da se razreši ena od svetnic, ki je, glej si ga čuda, zahtevala, da se javno objavi pismo, ki ga je posredoval Janković. Seveda je tudi ta zahteva farsa. Če ste pogledali njihove zahteve, so tam napisali, da naj v 30 dneh objavijo to pismo. Kaj za Boga, ga bojo na novo napisali, zakaj rabijo 30 dni? V 2 urah bi to pismo moralo biti na spletni strani in tam se bi videlo, s čigavo glavo je Janković to poslal. Pa tudi, če ni poslal z glavo mestne občine. V mnogih izjavah je povedal, da je on župan tudi takrat, ko spi. Torej, nedvomno je poslal to podporo Vučiću kot župan mestne občine Ljubljana. Kot rečeno, so notranje zadeve Srbije njihova stvar, tako kot je stvar nas, Slovencev, Ljubljančanov, da uredimo stvari doma. Je pa potrebno vseeno zaploskati vsem tistim srbskim študentom in srbskim protestnikom, ki so protestirali v teh dneh. Zakaj? Zato, ker so dokazali, da se da protestirati tudi tako, da ne mečete kocke v policiste, da ne razbijate po mestu, da ne uničujete premoženja, da ne trgate zastav. Vse to pa so počeli levičarski anarhisti po Ljubljani nedavno nazaj. Zato, srbski študentje, čestitke, da ste slovenskim levičarjem pokazali, kako se protestira. No, da levičari ne znajo protestirati, ampak znajo tudi uničevati, so pokazali pred nekaj dnevi. Baje celo gospe. Tamle mimo stolnice so paradirale z ne vem kakšnim nagibom, torej niti ne vem, zakaj so protestirale, morda za to sliko, kjer gospa doji psa, mimo grede pa uničile ali pa praktično uničile fasado naše stolnice. Torej, ta vandalizem se mora v Ljubljani nehati. Tako, kot se mora nehati izdaja gradbenega dovoljenja za kanal C0. A vedite in vedimo, spoštovani, vse to bo mogoče zgolj z novo desno-sredinsko vlado na državni ravni. Takrat bo policija v nekaj urah našla storilce vandalizma, takrat bo upravna enota delala zakonito in takrat Janković ne bo komandiral predsedniku vlade. Zato, spoštovani, je en prvih testov za to novo desno-sredinsko vlado referendum, ki je pred nami. Referendum o tem,
kako ne bomo dovolili, da izrojena levica, izrojeni kulturniki porabljajo vaš denar, vas, ki ste vplačevali leta in leta v penzijsko blagajno, zato, da bodo, kot je lepo povedal včeraj Aleš, poskušali uničiti tudi družino. Lastnino, privatno šolstvo, družino in cerkev. To so ključne stvari, ki jih želijo uničiti levičani. Zato se je treba temu upreti. Tudi s protesti, kot je danes. Naj zaključim, da je pred nami še en boj. Pomemben boj. Janković v svojem egoizmu, v svoji polnosti in v svoji oholosti nadaljuje s projektom gradnje tržnice med Stolnico in Marovo hišo. Torej, tudi tukaj ga bo potrebno ustaviti. Zato še enkrat, edina odstavitev Jankovića, resna ustavitev je ta, da odide. Janković, odidi! Janković, odidi! Hvala vsem, ki se trudite, trudimo za to in na koncu naj rečem samo živela Slovenija! Hvala lepa, Aleš Hojs. Drage prijateljice in prijatelji, naši shodi so že od samega začetka, ne samo shodi za čisto pitno vodo, ampak tudi shodi za dostop do zdravnika, za rešitev katastrofalnega stanja v ljubljanskem zdravstvu. Kot veste, 35.000 ljudi, med nami mnogi gotovo, nimate osebnega zdravnika. 10% naših otrok nima določenega pediatra. Manjka zdravnikov, manjka zobozdravnikov, manjka ginekologi. Nerazumno dolgo čakamo na preglede. Zadnjič je prišel do mene in gospod pa je rekel: Aleš, a se ti zdi normalno, da dobiš napotnico za pregled 2027? Se ne vem, če bom takrat sploh še živ. Ampak ja, poglejte, to se dogaja. In če se spomnite, leta 2022, tudi v volilni kampanji se je takrat o tem veliko govorilo, je bilo v Ljubljani 15.000 ljudi brez osebnega zdravnika. Janković je rekel: rešil bom problem. A veste, kako ga je rešil? Tako, da je na eni prvih sej mestnega sveta v aprilu 2023 predlagal 2 novi delovni mesti. Človek bi si mislil vrhunskih zdravnikov, ampak ne. Za 2 novi delovni mesti v zdravstvenem domu Ljubljana je predlagal namestnika za informatiko in pa namestnika za, samo malo da najdem, in za zdravstveno nego. Se pravi, 2 pomočnika direktorice, 2 namestnika direktorice za informatiko in pa za zdravstveno nego. In smo rekli, evo, zdaj pa bo. Zdaj bodo pa rešeni problemi ljubljanskega zdravstva, čakalne vrste se bodo začele zmanjševati, vsi bomo imeli zdravnika, noben otrok ne bo ostal brez zdravnika in tako naprej in tako naprej. Pa kaj se je izkazalo? Da ta 2 nova namestnika nista poboljšala stanja ljubljanskega zdravstva, ampak smo oktobra 2023 dobili novo informacijo, koliko ljudi nima osebnega zdravnika. Konec leta 2022
je bilo takih ljudi, kot rečeno, 15.000, oktobra 2023 pa že 35.000. Se pravi, uspešnost reševanja ljubljanskega zdravstva z 2 novima namestnikoma se ni išla, namestnikoma direktorjev. Zato Janković na tej seji predlaga 3 nove namestnike direktorice. In sicer predlaga namestnika za, oziroma pomočnika za kadrovsko področje, namestnika oziroma pomočnika direktorice za pravno področje in namestnika oziroma pomočnika direktorice za področje kakovosti. Kaj bi ne bila zdaj kakovost? Mogoče vi veste, jaz ne vem. Ampak v glavnem Janković je očitno ugotovil, da povečanje števila namestnikov oziroma pomočnikov direktorice Zdravstvenega doma Ljubljana iz leta 2023 ni bilo zadost, zato rabi direktorica 3 nove pomočnike. Skupaj ji bo imela zatem že 7 namestnikov oziroma pomočnikov. In zanimivo je to, da ko govorijo o finančnih posledicah, tako lansko leto, oziroma leta 2023 aprila, ko so predlagali 2 nova namestnika, kot danes, ko predlagajo 3 nove namestnike, veste kaj pišejo? Ni finančnih posledic. Jaz ne vem, bodo ti ljudje zastonj delali ali kako? Se pravi, ni finančnih posledic. Se pravi, drage prijateljice in prijatelji, Janković rešuje probleme ljubljanskega zdravstva z novimi namestniki in pomočniki direktorice Zdravstvenega doma Ljubljana. Pa jaz bi rekel, naj bo 10, samo da bo pomagalo, ampak ne verjamem, da bo kdorkoli pomagal. Ker če hočemo, da bo zdravstvo delovalo, potrebujemo več zdravnic in zdravnikov. Predvsem pa potrebujemo to, kar vsi zdravniki in zdravnice pravijo, da se bodo lahko ukvarjali s pacienti, z bolniki, ne pa s papirji. Ko se pogovarjam z zdravnicami in zdravniki pravijo, polovico časa se ukvarjam s papirji, drugo polovico pa z bolniki. Ampak Janković očitno verjame v papirje. Zakaj? Vsak nov zaposlen v upravi pomeni nove papirje. Nekaj mora delati. Z nečem mora opravičiti svoj obstoj. In više kot je, več papirjev bo zahteval. Se pravi, drage prijateljice in prijatelji, ne podpiram novih namestnikov in pomočnikov direktorice javnega Zdravstvenega doma Ljubljana. Jaz nimam nič proti privatnim zdravnikom, nič nimam tudi proti temu, če zdravnik dela v javnem in privatnem zdravstvu. Mislim pa, da ni dobro, da je en človek direktor svojega zdravstvenega podjetja in hkrati še Zdravstvenega doma Ljubljana. To pa mislim, da ni dobro. Zakaj ne? Če si ti direktor in lastnik svojega podjetja, je popolnoma jasno, da se boš 100% posvečal svojemu podjetju. Če si zraven še direktor javnega zdravstvenega zavoda, se moraš odločiti, komu boš dal prednost. In meni je popolnoma jasno, da da direktor svojega podjetja prednost svojemu podjetju. To je naslednji razlog, zakaj je tako z ljubljanskim zdravstvom, kot je. In seveda, če imaš ti svoje zdravstveno podjetje, potem nimaš časa, da bi opravljal delo direktorja javnega zdravstvenega zavoda. Zato rabiš ljudi, ki jim razporediš delo.
rabiš namestnike oziroma pomočnike. Zakaj pa še lahko rabiš namestnike in pomočnike? Ko je stanje tako, kot je sedaj v ljubljanskem zdravstvu, ko toliko ljudi trpi, zato ker ne more takrat, ko bi potrebovali priti do zdravnike, ko je tako slabo stanje, so ti namestniki in pomočniki lahko tudi tisti, na katere se prenese odgovornost in preloži odgovornost za to, da ni odgovornost na tebi. Tudi zato sem proti množici namestnikov in pomočnikov direktorice Ljubljanskega zdravstvenega doma. Direktor mora sam odgovarjati za vse, kar se v zdravstvenem domu dogaja. Mora organizirati delo tako, da bo delo funkcioniralo, ne pa da bo prenašal in prelagal odgovornost na vse okoli sebe. Se pravi, kot rečeno, dragi prijateljice in prijatelji, tega predloga za 3 nove namestnike oziroma pomočnike direktorice Ljubljanskega zdravstvenega doma ne bom podprl, zato ker sem prepričan, da to ne bo pripeljalo do boljšega stanja v zdravstvenem domu Ljubljana. Prej sem že povedal, da je Janković hudoben, zamrljiv, maščevalen. To izkušam tudi na svoji koži. Kot veste, smo do Jankovićevega dela kritični tukaj pred magistratom. Kritičen sem do Jankovićevega dela v medijih, kolikor mi dajo besede. Kritičen sem do Jankovićevega dela oziroma nedela tudi na sejah mestnega sveta. In Janković seveda nima nobenih argumentov. V medijih se ne upa soočiti. V mestnem svetu mi jemlje besedo, ampak to mu ni zadost. Že zadnji sem vam povedal, naslednjo njegovo pobalinstvo oziroma pokvarjenost. Odrezal mi je glavo. In sicer kamermanom na sejah mestnega sveta je naročil, naj me snemajo brez glave. Tako da zdaj, če gledate posnetke zadnjih 2 sej mestnega sveta, vse ostale lahko vidite v obraze, mene pa takole dol. Mestnega sveta so me lahko snemali tako, da se je videl obraz, ampak na zadnjih 2 to ne gre več. Ampak, če Janković misli, da nas bo s tem ustavil, se je zelo zmotil. Jaz sem se odločil, da bom zdaj na vsako sejo mestnega sveta prišel z novo majico, tako da ne bom govoril samo jaz, ampak bom govorila tudi majica. Na to sejo mestnega sveta prihajam z majico Ljudje rabijo vodo. Tako da bojo ljudje, če mi bo spet odrezal glavo, lahko ob vsakem mojem govoru brali glavno sporočilo naših shodov. Na naslednji seji bo pa kaj drugega. Tako da, če Janković misli, da nas bo ustavil oziroma da mi ne znamo tega, kar počne, izkoristiti v svoj prid, se je močno zmotil. Drage prijateljice in prijatelji, jaz bi se vam rad vsem, ki ste podpisali za referendum proti bogatemu financiranju kulturniških levičarskih elit iz denarja vseh upokojencev iskreno zahvalil. Naredili ste pomembno državljansko delo in dolžnost. Ščitite in varujete penzijsko blagajno. Tisti, ki so malo ali pa nič vplačali v penzijsko blagajno, hočejo dobivati enormne pokojnine, medtem ko mnogi upokojenci komaj živijo. Hvala vam vsem še enkrat za ta vaš podpis. Če sem prav razumel, se podpisi zbirajo še do srede, a ne? Se pravi do srede. Naslednja informacija. Anja Bah Žibert sklicuje novo sejo preiskovalne komisije
na kateri želi zaslišati dva ministra, če sem prav razumel, ministra Brežana in pa ministra Kumra, Bojana Kumra. Jaz začno upam, da se bosta ministra upala udeležiti seje preiskovalne komisije, glede na to, da Brežan dvakrat je že bil odsoten. Jaz mislim, da ima bivši minister Brežan marsikaj pomembnega zapovedati o tem, kaj se je dogajalo ob kanalu C0. Zato si iskreno želim, da pride, vas pa vabim, da si ogledate te seje preiskovalne komisije. Tisti, ki pa ne morete gledati, imate pa možnost na spletni strani Državnega zbora prebrati magnetograme sej preiskovalne komisije, kjer je mnogo zanimivih informacij. Pravzaprav vsako pričevanje kaže, kako kriminalen je projekt C0. Naslednja zadeva. To nedeljo, 23. marca ob 12. uri bo pohod za življenje v Kopru. Kdor ima čas, lepo vabljen, da se udeleži tega zelo lepega, pomembnega dogodka. Na čudoviti slovenski obali, del pohoda, ki bo trajal dobre pol ure, bo potekal ob morju, del pa po čarobnih koprskih ulicah. Se pravi, lepo dobrodošli, da se srečamo, kdor le more, na pohodu za življenje v Kopru. Lejte, jaz mislim, da Zoran Janković sam ne bo odšel. Zorana Jankovića bomo morali premagati na naslednjih volitvah. Na naslednjih volitvah moramo zmagati in prevzeti odgovornost za vodenje Ljubljane. Če ne bomo tega naredili, nam bo Janković v še naslednjih 4 letih v svojem pohlepu zastrupil vodo, zrak in uničil staro Ljubljano. Glejte, na naslednjih volitvah moramo zmagati ne samo zato, da bomo preprečili Jankovićev kriminal, ampak zato, da bomo izvedli nekatere nujno potrebne projekte, ki jih Janković več kot očitno ne zna ali pa noče. V mislih imam, da je potrebno urediti promet in zgraditi hitro mestno železnico, ki bo odpravila dnevne, urne zastoje v Ljubljani. Nujno potrebno je dvigniti kvaliteto življenja v Ljubljani, kar bomo dosegli z dvigali, ki jih bomo namestili v vse bloke, ki jih še nimajo, ob pomoči sodelovanju stanovalcev. In Ljubljano bomo spet naredili za varno mesto. Ljubljana, kot veste, je eno najbolj drogeraških mest v Evropi. In to najbolj ogroža naše otroke in mlade in naše družine. Ljubljano bomo spet naredili za varno mesto za naše otroke, mlade in družine, varno mesto za naše ženske in dekleta. Tako da, drage prijateljice in prijatelji, pomembno je, da se zbiramo, pomembno pa je tudi, da bomo čedalje bolj začeli razmišljati o tem, da moramo in da bomo zmagali na naslednjih lokalnih volitvah, ki bodo novembra 2026. Danes se je za govornico priporočila tudi Tina Bregant. Ali jo kdo vidi med nami? Če Tine ni, potem se vam zahvaljujem za današnji shod. Jaz moram reči, sem bil malo v skrbeh, koliko nas bo, glede na to, da so padale dežne kaplje, ni jih bilo veliko, ampak so padale, tudi napoved ni bila najboljša. Tako da danes lahko rečemo, da vsakemu štejemo dvojno, ki je prišel. Tako da res, hvala lepa, da tudi takrat, kadar vreme ni optimalno, prihajamo v velikem številu. Dajmo na naslednje shode povabi še svoje prijatelje in sorodnike in pa naj ne ugasne v nas veliko upanje in veliko veselje, da zmagujemo. Ne me prosim, ne me noben več ne vpraša, gospod Primca, bomo zmagali. Mi zmagujemo že 2 leti, že 2 leti smo preprečili
zastrupitev čisto pitne vode. In kot rečeno, dobro nam kaže, samo ustrajati moramo. Se pravi, drage prijateljice in prijatelji, vode ne damo, stare Ljubljane ne damo, dostojanstva ne damo. Ne bomo dovolili, da se bo Janković široko smejal, ko bo zastrupil našo vodo v naših pipah. Hvala, da ste prišli. Naš naslednji shod bo 14. aprila. Dajte takoj zdaj zapisati v koledar, 14. april, ponedeljek. Se pravi, vidimo se spet 14. aprila v ponedeljek na znanem kraju tukaj. Vsem želim srečno pot domov in se vidimo 14. aprila. Hvala lepa, srečno!